Ljudje in ljudine, poslušate 118. epizodo podcasta Obod podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obod, osovraženi Batmani, ki obiskujejo diskoteke. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in Aljoša Harlamov, tokrat brez gosta, zato pa nič manj gostobesedno. Danes bomo govorili o filmu, ki smo se ga dolgo veselili in ga končno dočakali pred 2 tednoma. 3. marca je bil namreč tudi v Sloveniji predvajan nov Batman z zelo izvirnim naslovom The Batman. Toti Batman. Tako po obodovsko je Toti Batman, ki ga je režiral in delno v scenariju Matt Reeves. Je bilo vse slinjenje upravičeno in bogato poplačano. Poslušajte in boste kmalu izvedeli. Če filma še niste pogledali in ne bi želeli, da vam ga pokvarimo, pa si ga seveda najprej pogledajte in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje, ampak vrnite se. Če pa filma iz tega ali onega razloga niti ne boste gledali, bi se pa kakšno urico kratkočasili, pa vas vabimo, da nam sledite med sence. Maestro, en nokturno, prosim. Dan. Pa zdaj tako počasni korak, ja, to. To je Batman. Ja. I am shadows. Tako. I am. Ich bin Rache. Kratka, danes delamo Batmana, vse veste, tale film, ki smo ga zdaj vsi gledali, tudi vi ste ga vsi gledali, to se razume. Če poslušate naš podcast, imate radi žanr, ga niste mogli spregledati. Batman je lik DC-jevih stripov, to da ta film očitno, vsaj zaenkrat nima nobene informacije, da bi sodil v kakšen koli nov DCAU ali pa v prejšnjega gotovo ne. No, Bo zgradil neko svojo verzijo, tako. Ampak mislim, da bojo spet Batmana tega osredotočili samo na Batman Universe. Like, ja. Dočim, če bojo pa karkoli z Aquamanom pa tam hoteli zraven dajati, bojo pa po mojem dali karga drugega Batmana. Ali pa Joker, če bojo dali delali, bo imel nekega tretjega Batmana. Aha, ok. Ja. Okay. Skratka, o Nolanovem Batmanu, natančneje o Temnem vitezu, smo govorili v prvi epizodi, to še je devičniška epizoda, ko smo o njem govorili še kot tako netopir možu, zdaj je to šišmiš mož, vmes smo se seveda adaptirali. So scenarist in režiser filma je, kot sem že omenil, Matt Reeves, poznate ga po Cloverfieldu iz 2008. Cloverfieldu, ja, ne Cloverfieldu, se pričujem. Cloverfieldu iz 2008, found footage, beštika, super stvar. 9/11. Tako je, 9/11 metafora. Potem po remakeu Let Me In, Trump metafora, pred Trumpom, domnevam. Sicer ta je predelava, seveda jaz nisem gledal te ameriške, sem gledal pač izvirno. Švedska. Švedska? Ja. Švedska je. Pa ta ameriška je tudi zelo dobra, par stvari spremeni. Jaz sem tudi bral knjiga je še bolj fucked up. Knjiga vključuje tudi ful seksualnih elementov, ki jih obvesli v filmu z otroci ne moreš dati not. V redu je, mislim, tako si rečeš, da ni nobene potrebe potem, da bi remake naredil tega švedskega filma, ki je perfekt, ampak tale Reevesov, glej, nič mu ne manjka, čist super je, meni se je zelo dopadel, pa ful dober casting, Morecove bila not, zelo super. Aha. No, skratka, potem je naredil še Dawn of the Planet of the Apes iz 2014 in War for the Planet of the Apes. To so zakon filma, oba 2017. Igor mi je predpisal, da je tudi soavtor serije Felicity. Obvisli. Za tiste, ki ste iz 90-ih ali pa se jih še spomnite. In pa Igor še mi je napisal, da je J.J. Abrams zanj rekel, da je najboljši režiser, kar jih pozna. Ja. In on pozna veliko režiserjev, tako da tudi sebe. Sicer sta pa očitno frenda iz osnovne šole. No? Ja. To je tudi, bila sta 13, ko ste se spoznala na nekih filmskih delavnicah. No. Okay. Skratka, žanri, o tem bomo danes veliko govorili, ki jih Batman preigra, so noir, kriminalka, akcijska postolovščina, superjunaški stripovski film, malo tudi znanstvene fantastike. Če seveda ne verjamete, da taki avti in kaj so že ti
te njegove Batarang. ja, da to v resnici obstaja in da deluje na ta način, kot deluje. Seveda deluje. Jaz to vse verjamem, tako je. Malo bomo pregledali na hitro igralce, med katerimi imamo seveda prvega tistega Roberta Pattinsona, ki igra Brucea Wayna in mogoče tudi Batmana, če je to isti človek, ne vemo. Spomnite se ga kot Cedrika Diggoryja iz Harryja Potterja and the Goblet of Fire, pa Edwarda Cullena iz The Twilight Sage, igral je še v Kozmopolisu, nedolgo tega nas je navdušil v The Lighthouseu, Svetilniku in igral je v Tenetu, ki smo ga obravnavali v 58. epizodi. To se bo tale izkazalo, da tale igrali so zelo dobro lahko mi izkoristimo za vse reklame za naše prejšnje epizode. Tudi Lighthouse smo imeli. Ja, tudi Lighthouse smo dosto omenjali, ampak ni bil pa posebno. Ne, bil je v Life. V sklopu Life. Ja, okay. Mito ga je šampionov z... Še vedno ga šampiona. Ja. Super. Potem Zoe Kravitz je Selina Kyle oziroma Catwoman. Nje se spomnite iz X-Menov First Class, pa bila je Kristina v The Divergent seriji, pa Alita Lestrange v Fantastic Beasts. Potem, to smo v 8. epizodi delali, Fantastične beštije. Big Little Lies, s tem je nekako zaslovela. Zdaj so ji ukinili High Fidelity po prvi sezoni, za katerega so sicer bile kar lepe kritike, no, ampak jaz nisem uspel pogledati. Bila je že Catwoman v The Lego Batman moviju, tako da od tam. Je pa tudi Mary Jane Watson v Spider-Manu Into the Spider-Verse, tako da ima obe izkušnji in seveda ta film smo delali v 10. epizodi. Mimo grede, Zoe Kravitz je hči Lenija Kravica in Lise Bonet. In posledično je v njenih formativnih letih bil Jason Momoa, a.k.a. Aquaman, njen očim. Tako da Aquaman je očim od Catwoman. Ribe pa mački se gre skupaj. Mind blown, no? Ja. Okay. Potem imamo Paula Dana, ki igra Edwarda Nashtona oziroma Riddlerja, ugankarja po slovensko. Bil je Dwayne Hoover v The Little Miss Sunshine, potem se ga jaz najbolj spomnim od začetka. There Will Be Blood je seveda eden teh filmov, s katerim je zaslovel, potem 12 let sužen, 12 Years a Slave 2013 in Love and Mercy 2014. Ne pozabiti Prisoners. Prisoners. Villeneuve pa bil je v Cowboys and Aliens od Favroja. Ja, kjer je bilo meni vedno insane, ko sem prebral, ker v bistvu njegov lik bulja lika od Sama Rockwella. In tako, če bi dal njih od vas skupaj v sobo, kdo bo od njih buljal, Sam Rockwell ga poje za malco, ampak znotraj tistega filma to razmerje, ker verjetno deluje film, je pa precej za nič. Okay. Cowboys vs. Aliens. Ne, pa še tam ne bil v onem, ta bi meni tudi všeč, Swiss Army Man. Ja. Točno je Swiss Army Man. Z Harryjem Potterjem. Ja. Tako, s Harryjem Potterjem. Potem imamo Jeffreya Wrighta, ki igra Jamesa Gordona, on je tako res igra take zelo zanimive like. Felix Leiter je v Novih Bondih, seveda zadnjem smo delali 101. epizodo, Valentin Narcis je v Boardwalk Empireu, potem je v Hunger Gamesih, v Watcher je bil v What If in pa Bernard Love v Westworldu, ki smo ga delali v 53. epizodi in ki še čakamo 4. sezono. A to še bo? Ja, morala bi biti letos. Covid je zamaknil stvari, ampak mislim, da bo letos. Ja. Jaz tudi mislim, da se spomnim, ampak zdaj sem glih pomislil na to, da še nimamo nobene informacije o tem, bom mal čekiral. John Turturro igra Carmina Falconeja, njega se jaz spomnim z Millerjevega Križišča, kot enega mojih najljubših filmov, pa Barton Fink, bil je v Big Lebowskemu, v Transformerjih je bil. Nazadnje smo ga pa gledali v The Plot Against America, v 52. epizodi smo ga obravnavali. Zdaj pa ga lahko gledate tudi v Severance, kar je mogoče serija, ki jo bomo mogoče v prihodnosti delali. Tako da. It's good. Yes. Ja. Andy Serkis igra Alfreda Pennywortha, seveda ga vsi poznamo najbolj kot po vseh njegovih teh, kako bi temu CGI vlogah, bolj, Gollum je v tistem mehnem filmu Lord of the Rings, ki smo mu posvetili 110. epizodo. In v bistveno daljšem Hobbitu. Tako, v bistveno daljšem Hobbitu. V King Kong je bil, Caesar je bil v Planetu opic, že zaril sem. In pa Supreme Leader Snoke v
Star Warsih v 35. epizodi smo to obravnavali. Ampak glede na to, da bi Snoke naj bil zgolj uspešna klonirana verzija imperatorja, je torej bil imperator. Ja, ko se govori. A tako se govori? Ja. Ja. Okay. Pa Ulysses Klaue je v MCU-ju, skratka bil v Black Pantherju, tam se tudi spomnite. Dodal sem še na koncu seveda Colina Farrella. Ja, bil je v tem filmu, če se slučajno misli, da se hecamo, ne, res je bil. Bil je Oswald Oz Cobblepot oziroma Penguin. Ja, to je bil Colin Farrell. V telefonski govorilnici se ga mogoče najprej spomnite, tam je bil 80-90% v kadru tistega filma, tako da ga niste mogli spregledati. Pa Kiefer Sutherland, seveda. Minority Reportu je igral, bil je Bullseye v Daredevil, tega se gotovo z veseljem spominja, vsakeč, ko našteva svoj rezume. Alexander v 2014 v Miami Vice je igral in Brooks. Bruges je en boljših filmov. Mislim, po onih treh, ki si jih prej naštel, je srečo imel s tem, da je Bruges na leto, ker ono vse je bil disaster. Ja, to je res. Pol je bil v drugi sezoni True Detective, tako da je spet korak nazaj. Potem pa Lobster in pa Percival Graves je v Fantastic Beasts and Where to Find Them. To smo spet v 8. epizodi delali, to smo že omenili. Skratka, to je tale cast, ki je res... Že potem bi vas mogel mogoče prepričati, če do zdaj ste nekako šli v to epizodo, pa niste gledali filma, potem gotovo zdaj razmišljate o tem, da bi ga morda pa vseeno pogledali. Skratka, zdaj še imate to možnost, da stisnete pauzo in greste hitro v kino in prilaufate nazaj po kino in poslušate dalje. Čez 3 ure naprej. Tako, 3 ure naprej. Če pa ostanete z nami, pa mi gremo dalje in seveda prvi krog, prvo vprašanje. Če bi, vem, da ni po scenariju te več, ampak kaj pa, če bi eno obnovo tokrat? Našega rezidenčnega Batmanologa. Batmanolog. Igor, lepo prosim. Ja, torej zgodba se osredotoča na Batmana, ki je nekako postavljeno do začetek njegove vigilanti kariere. Year 2 so nekako opisali, kot kdaj bi se naj to dogajalo. Gotham je mesto polno kriminala, on se bori proti kriminalcem, proba jih prestrašiti in zgodba se pa začne ne z njim, ampak z Riddlerjem, ki napade župana in ga ubije in najprej to vidimo in tam pusti sporočilo za Batmana in s tem potem on začne raziskovati. Zdaj tukaj v tem svetu ima on neko tako sodelujoč odnos z policijo, predvsem z Gordonom, tako da ga spusti ne čist po vseh pravilih, da lahko pogleda crime scene. Ma in fulkul teh, to da ima v oči si da leče, s katerimi posname vse, kar vidi in potem lahko to pogleda in preučuje, tako da vidi bolj dokaze, da ima vedno dostop do tega. Skratka, on začne raziskovati, Riddler vedno nove veljake v mestu ubija in oziroma nastavlja tako, da Batman pride zraven. Izkaže se, da Riddler ravna kot maščevanje za eno zadevo, ki se je zgodila pred leti, da hoče na plan spraviti eno nečednost, ki so... Into the light, kako že reče. Into the light. Nečednost, ja. In Batman je dejansko, čeprav je prepričan, da je korak pred njim, je dejansko pravzaprav igra njegovo igro. Uštric. Plešete. Ja. Vse je že plesal z vragom. Ja. Tako da pravzaprav je tu to v osnovi zgodba. Batman proti Riddlerju, zraven je še Penguin, zraven se še vmešava policija in zraven je še Catwoman, ki ima povsem svojo agendo, ki je povezana s Carmineom Falconejem. Kaj bi še takega izpostavil? To je nekak osnovni plot. Zdaj pa je milijon stvari tu not, kako je to vključeno. Traja 3 ure, kar se zdi neverjetno dolgo in morda je, ampak nimaš prav zares občutka, da bi se ti kaj vleklo. Razen, če nisi šel pred filmom na WC, imaš občutek, da te nekaj pritiska tu v
koru, ampak ja. Okay, ja, skratka, hvala, Igor. Mogoče začnemo, kot izhodišče, seveda jaz mislim, da smo vsi kar fajn pričakovali ta film. Skratka, kako se vam zdi, da je upravičil vajna pričakovanja? In ne nazadnje smo vedeli, da bo tukaj Batman v svoji bolj detektivski vlogi, kot mal manj, no, ampak da ne bo super junaška tok v spredju, ampak ne bila bolj kot Batman detektiv, kar je on v stripih. Skratka, kako vam je izpolnilo pričakovanja, pa mogoče tukaj že lahko naredimo neke primerjave s prejšnjimi Batmani. Skratka, kako gledate vidva zdaj na Nolana? A je Reevesov Batman kaj spremenil vajno videnje Nolanovih Batmanov? Kdo se bo tega lotil z veliko žlico? Ne, zopet podajam rezidenčnemu Batmanologu. Skratka, Igor, ti boš prvi zagrizel. Najprej mogoče tako, tvoje pričakovanja in kako ti jih je izpolnil. Zdaj, čisto takoj na začetku se mi je zdelo, da mogoče ni potrebe potem, da imamo še enega, še bolj dark Batmana, ker zdaj v bistvu smo imeli stopnjevanje ene te temačnosti od Nolana še z Snyderjem in zdaj še bolj. Ampak po drugi strani smo imeli vmes Lego Batmana, tako da je malo light note. Okay. In upam, da bomo dobili Lego Batman 2 tudi malo, tako da pa še Lego Catwoman bi lahko imeli. Ampak kako je pa to izvedeno, pa vse je pa super. Mislim, res, Reeves ve, kaj dela, ve, kako snemati v tak temi, da se boš vedno vse videlo, kar ni preprosto in se tudi držal tega, kar je Nolan v tretjem filmu si drznil, kaj se bi zgodilo, če bi videli, kako se Batman pretepa po dnevi. Ne, boglih. Ampak ni pa zdaj to Reevesov film vplival na to, da bi mi Nolana bil bolj ali manj všeč. V osnovi se mi zdi, da tisti filmi stojijo zase in povejo neko drugo zgodbo kot tele, isto kot Adam West je povedal neko tretjo zgodbo in Burton in Lego Batman na zadnje. In mi je bilo zelo, zelo dobro to, kako je bilo je v skladu s pričakovanji, jih je preseglo na mnogo točkah. Predvsem, kar mi je pa najbolj izstopala, tako ena stvar pa je bilo, koliko analogno je. Ker recimo Nolanov Batman je zelo digitalen, ima vse te device in ima cel ta network, ki ga naredi Dark Knight. Da prisluškujem vse tek, ja. Tukaj je pa cel tek povsem analogni. Mislim, tisto, da ima lečo not, pa priključi not, pa vse imaš tiste šume pa motnje, ki delujejo kot analogna tehnologija. In to mi je bil en tak touch, ki mi je bil zelo lušen not, zelo noarovski. Tak malo je basic, ne? Ja. In se mi je zelo dopadlo. No. To mi je bilo zelo všeč. Kako pa gledaš na Batmana po Wuhanu? Edino, kar mi je res zmotilo, če zdaj ga naredijo kot Greatest Detective, pričakuješ, da bo pričakoval nepričakovano, ampak v duhu te analogije, ker v bistvu Batman v Dark Knightu je neke vrste koment na Georgea Busha in vojno proti terorju. Se mi pa zdi, da tukaj je pa Reeves zelo zgrešil, da tale Batman ni komentar na lik in delo Janeza Janše, ker prevzame tisto pošto in potem raznese. Misliš, njegov butler prevzame pošto? Mislim, da je tu problem, ja. Mogoče je. Mito, kako so bila tvoja pričakovanja pred filmom, kako jih je Reevesov Batman izpolnil? V bistvu vse, kar sem jaz pričakoval, je niti ne toliko griti kot nasilen, pa da bo res detektivska zgodba. No? In je oboje izpolnil in to z odliko, kar se me zame tiče. No? V okviru Batmana, seveda, znotraj te stripovske scene. Pa tudi, če bi ga zdaj, ker vprašanje si postavil, kako bi ga, če mi je kaj spremenil pogled za... niti ne, ker je tako narejeno, da ni želel, niti nakazal, da bi želel posegati v nek kanon ali pa v neko vizijo. Kljub temu, da sem slišal od parih kolegov, ki so šli v kino, da so bili, what the fuck, sem pa zagledal, detektivsko zgodbo, ker vsi so pričakovali neko
akcijado in tako, in Batman, zdaj, če greš štet po prstih, je večinoma, superherojska akcijada. Niti ne toliko kot pa detektiv, ki ga pa poznamo iz originalnih stripov, ker on bi naj bil največji detektiv ever in ne vem kva. Se tudi Adam West serija je na tem temeljila. Sicer je bilo Kempi pa Sili, ampak tam ni on super junak, tam je on pač nekdo, ki udari človeka, pa se izpiše pol, ampak je pa tisti, ki skapira, kam mora priti, da bo se napisalo pol, ko bo nekoga udaril. Tako da, v bistvu, mi je zanimivo, da ga določen folk tako videl. Jaz sem sicer vedel, da bo to nek crossover med Jago pa 7 pa Zodiac Killerjem, bolj tak Fincher fanboy se očitno izpade tale Reeves, ne, vse v temu Batmanov, ne. Ampak je tonsko tako dobro zadev celotno sceno, da se ne rabi niti upravičevati, ali pa tudi če komu zdaj spridi kakšno zadevo za nazaj, mislim, da nima se kaj sramovati kakšnih posegov ali pa mogoče kakšne izkažne ljotke za nazaj. Ne. Meni je res tako drugačen, da zelo za sebe stoji, pa ga komod primerjam z drugim, predvsem Nolanovim Batmanom, ker imaš lahko zanimiv dialog med tema dvema pristopoma. Ne. Eno je ta detektivski, drugi je neki high-techovski. Tle je v bistvu Batman zelo v spredju, zelo malo Brusa, medtem ko v Nolanovih je Bruce bolj v spredju, imaš ta neko to bipolarnost bolj izpostavljeno, tle je v bistvu Bruce zelo požrt za svojo travmo in kako je on želi z Batmanom delati. Tako da ta dva različna pristopa za me zelo soobstajata, tako da v bistvu sem se želel nekaj tazga, ne, in to mi je izpolnilo. Jaz moram tudi reči, da jaz sem imel zelo visoka pričakovanja glede Batmana, sem imel zelo visoka pričakovanja in da gotovo jih je izpolnil, čeprav jaz mogoče nisem toliko navdušen nad zgodbo, detektivsko, to se mi je zdelo, ampak o tem bomo več pozneje. Tisto, kar sem jaz pa pričakoval nekako od tega Batmana, je pa ta mračnost, ki smo videli že po napovedniku, ta neka zaresnost, brutalnost, fizika, ki smo jo tudi nekako opazili noter. In jaz pa moram reči, da meni je pa zelo zanimivo, ker mi je tako, vedno, ko sem gledal Nolanovega Batmana, se mi je tako zdelo, to je pa najbolj realističen Batman. Potem pa gledaš tega in si tako, fuck, Nolan, pač ni bil tako realističen, valjda ne, in imaš tle noter vseeno, tudi o tem bomo še marsikaj, o tem, da se Batman ustraši višine, naenkrat, da ni on kar pride ven, pa je že tako, pa ima vse te, tako, ko smo se pogovarjali. Zelo mi je pomembno to, da ta njegova tehnologija, zato sem zelo previdno dodal znanstveno-fantastični elementi, ker se mi zdi, da ta njegova tehnologija malo bolj verjetna od vse tehnologije, ki je imel Batman do zdaj, ne? Ker vedno je imel neke te pripomočke, ki so bili malo tako, no, edino, jaz se ne spoznam na avte, domnevam, da ta avto ima ne vem koliko valjev, ker to je res bilo tako glasno, da ne moreš verjeti. Jaz sem ga, ko sem vajal, ne vem, kaj misliš s tem. Konjev, karkoli, ni važno. Jaz sem, skratka, ker sem bil zunaj, ker sem vajčakal in so že imeli pač prej, folk je gledal že eno predstavo pred nami in sem ves čas slišal ta avto pač zunaj. Ven se je slišalo, tako je bilo to glasno. Ne? Moram pa reči, da mene je navdušil z akcijo. Jaz moram reči, da toliko dobre akcije pa v Batmanu še nisem videl. In da mi je bila res nekaj prizorov, je tako noro dobrih, pa dobro narejenih. In predvsem tukaj mi je Reeves pač kupil vse in pač je to film, ki mu bo jaz vse odpustil, zaradi tega, ker se mi zdi, da pa so eni prizori res tako dobro premišljeni in tako dobro narejeni in hkrati spet realistični, fizični, to, kar imam jaz pri akciji rad, da ni gumija, da ni vse gumijasto, da pač čutiš to fiziko in mi je bilo to izjemno všeč. No? Tako da moram to reči. In pa še ena stvar, ki mogoče zdaj preidemo na to. Meni se prej v Nolanovih Batmanih, že zdaj, ko sem jih gledal na zadnje, se mi je zelo zdelo, da je ta Gotham zelo neizkoriščen. Da sicer on skuša mitologizirati ta Gotham skozi, Nolan skozi poskuša, Gotham je neko posebno mesto, je neki svoj univerzum, je neki tako, ampak nikoli se mi ni zdelo, da je Batman tako blazno povezan z mestom, tudi kot Bruce Wayne je itak odtrganje veliti, ima te visoke zabave v nebotičnikih, nikoli ni med ljudmi. Tu noter pa je že Batman več med ljudmi, se mi zdi, a več v diskoteki vidimo Batmana, gre kar tako noter in tako. In se mi je zdelo, glede tega, da je prvič Gotham tukaj v Batmanu nek samosvoj lik, ki ima imel sem nek feeling mesta, čeprav po drugi strani, koliko sem pa gledal, je pa zelo podoben Nolanovemu Gothamu.
vsi ti mosti, on prizorko pokaže, pač ko raznese une. Veš, zakaj je to tako podobno zgleda? Ker je v istem mestu posneto. Ja, isto je Chicago. Ja. Boje v Chicago. Ampak Chicago je Dark Knight posnet edino bil. Zato, ker prvi itak večinoma v studiu posnet. In tam v Batman Begins Gotham je lik, ampak je Bruce Wayne ni toliko del njega, ker se je glih kar vrno in ga spoznava. V drugem je to Chicago in je bolj Chicago kot Gotham v bistvu. V tretjem pa je Pittsburgh. Fuck off. Zaradi tega, ker on posnete, ko tiste raznese uni nasipe, tam pač pokaže malo in je pač isti prizor, skoraj da ker se tudi Joker ima te kaj na mostovih, te neke karkoli bombe, ne, Joker Bane ima to v tretjem. Pa ni, pa je snje. Se pač oni zunanji mostovi, ker Chicago ima reko po sredini, Pittsburgh pa okrog. Tako. In to se mi je zdelo pač tako. Prvič se mi zdi, da Gotham nekako živi in da imaš nek res feeling, a veš, da je to ima neko svojo skorumpirano elito in tako. No. Kako se vama ta del zdel, pa kako vam je bila akcija? Se čist strinjam s tabo. V bistvu, če takoj skočim na Car Chase, je to nekaj najboljšega, kar sem videl zadnji čas, no, v smislu, da ni delovalo fake ali pa napahano z nekimi računalniškimi posegi. Niti enega črnega SUV-ja. Tudi to, naprimer, mislim, da pa ne gledam full Car Chase-ov tako, ampak zelo me je spominjalo. Ne gledam full Car Chase-ov. Vse ne po televiziji. Ampak nekako pa moraš z Loke priti. Zato. Čeprav mi se bolj svalkamo iz Loke do Ljubljane, kot pa kaj. Spominjali me na Bullet, eni prijemi so bili noter, ki so me zelo spominjali na ta film. Bullet je za nič, Car Chase. Let's agree to disagree, ampak okej. Pa dež naredi svoje. Se mi zdi, da ta večna objetost v tem filmu v temo in v dež, ki je tak nek noarovski trop ali pa kliše, tukaj temu samo dodaja. Se tako, ko reče on v tej pitch meetingu, da imajo nekako, delijo si eno žarnico na blok. Da imajo zakon ene žarnice na blok. Šparajo, oni so zelo eko-zaveščeni. Tako da to, samo mesto se mi pa zdi, da mislim, da bolj kot samo mesto se mi zdi, da so liki tisti, ki nekako zaživijo v tej teksturi mesta. Jaz sem tako izrazil, no? Ker v bistvu nekih full hudih različnih lokacij niti ne vidimo. Ne? Imaš on klub, pa imaš tisto končno prezidenčno varianto, pa sodišče. Pa gradbišče in tako zdaj. V bistvu je 5-6 lokacij. Wayne Manor. Wayne Manor pač dobro, tiste je vedno. Totalno. Kot neka zapuščena cerkev v bistvu. Znotraj stolpnice. Tu sodišče ima neko tako zelo baročno, neobaročno zasnovo. Ampak bolj so mi ljudje z svojimi naglasi pa z profili, ki prav pašejo, pa dajo neko posebno življenje. Ne? In tudi ta film zelo dobro uspe narediti tole z svojo fotografijo, da zapolni vse te velike temine, najprej za seveda srhom maščevanja, ki je a.k.a. Batmana, ker on se vedno nekako sliši nekje, vedno je nekako projiciran na nebo Gothama, vedno je nekako prisoten noter. Ne? So še potem dodatno ti ljudje z svojimi siluetnimi osvetlitvami, robnimi risbami nekako dopolnjujejo tole zastrtost mesta. Ne? In pa se veš, v temi je vedno vse večje, kot pa zgleda na prvi pogled. That's what she said. Tako da jaz bi ga tako pristopil, se strinjam za oceno, da je v bistvu bolj plastičen, ampak bolj plastičen je ravno zato, ker je mičken bolj zastrt. Ker ga manj vidiš, ker ni dnevnih prizorov. Mislim, da razen pogreba, skoraj da ni dnevnega prizora. In to se mi zdi, da v bistvu nas kot gledalce bolj povabi k temu, da ga sami malo zapolnimo. Imaš pa tudi seveda te pripomočke filmske z zvočno silhueto, pa z fotografsko silhueto, ki to pomaga pri našem živetju. Če sem prav razumel, ni isti direktor fotografije? Greg Fraser. Kot je za Dune, pa še za ene par takih. Rogue One. Ni bil za Dune. Dobro, ne. Ampak to, kar si rekel za svetlobo, to recimo je najboljš on fight
ko Batman gre not v nightclub, ko so v bistvu osvetlitve samo z rafali. Ja, tiste super. Tiste super narejeno. Je dobro delati, pa tudi lep efekt je. Ja, mislim, videl sem že podobne, ampak nikoli še toliko dobro izvedeno to, ne. Kar čez pa tudi, mislim, ne bi zdaj tu bulita not vlačil, ker je brez veze. Moga, ni mogo. Ja, ni mogo. Lahko pa rečemo, da je boljš kot Dark Knight, tako da ja, tudi to je nekaj. Čeprav imaš pa dost teh trenutkov, ko recimo tako tam imaš celo tisto cisterno, razstreli pa ravno se on tovornjak tako obrne, da on lahko zapelje pa prek skoči. Ful je takih trenutkov, ki so malo over the top. Jaz sem 2-krat pogledal film, pa polik več opaziš še. Ne? Tako recimo, ko beži pred policaji, pa gre skozi, si dvigne tam z... Tiste super shot. Super shot, ja, ampak če potem, ko drugič gledaš iz vsakega nadstropja, tak 100 policistov vleti naenkrat, tak on cue, dober tempo, ne, mislim, vrejo so to na tem. Ja, malo zgleda kot Agent Smith, ko lovi Neota, ne. Prav točno to izpade. Tudi policaji, vsi izgledajo isti meni v uniformi, zelo mi je žal, ampak ja. Kar se tiče akcije, bi tudi to omenil. Predvsem prvi fight je zelo poveden o tem, kaj boš ti videl. No? Ta tolpa, kar rečemo teh kvazi Joker wannabe, no? Ali Jokerjeva tolpa, kakorkoli. Smeško ti ime rečemo. Ker imajo neki iniciacijski obred za enega, ki je na pol poštrihan. Mislim, da niso Jokerjeva tolpa, da so pač za Halloween namaskirani. Ja, ampak meni je izgledala kot neka meni je to zelo podobno, kot so bili oni Jokerji na koncu Jokerja, pač z Phoenixom. Ne? Ja, ali pa v stripu Dark Knight od Millerja, ki imaš Jokerjeve tolpe, ne? Pri starem Batmanu. Meni je to na to bil odzven. No? Ja, zelo podobno. Skratka, meni je tisti fight takoj dal vedeti, v čem je fora. Kot prvo, tale Batman se še uči, ne obvlada vsega, on jih dobi parkrat orang po kepi. Pa tudi nekako ta tema se takoj vzpostavi, seveda enega takoj mu nos zlomi ali whatever, pa mu reče, jaz sem maščevanje, vengeance, ne. Medtem ko potem na koncu tistega, ki bi naj bil iniciiran v tolpo, pa umahuje, ne, je tudi takoj ta tema vzpostavljena filma, ne, torej odločitve svobode, odločitve proti dobremu in zlu, a si v bistvu ti res vedno svoboden, da se lahko odločiš za najboljšo možno opcijo v tvojem lifeu in tako naprej, kar Zoe Kravitz njemu prebija, mater, če si ti, veš, kao take prebijaš, kot si v moj cimrija, si očitno res bogat rato. Ne? In tu že takoj mislim, da prva scena s fajtom, veš, to je druga scena, prva je itak za Riddlerjem, nekako skužiš, v čem se ta film gre. Medtem ko moram pa priznati, mene je film takoj kupil v prvi sceni, ko Riddler pride k temu županskemu kandidatu, ki so volitve, in on gleda tisti TV in stoji v temi. In se ga osvetli na takšen način, da se v bistvu na onih očalih v bistvu kao vidi odsev televizije, vidi se odsev Gothama. Vidi se odsev tega dogajanja in on v miru stoji in posluša, kako se ta župan prepira za, ne vem, svojim štabom okrog kampanje in tako naprej. In takoj, ko sem to videl, sem rekel, fuck, to bo zakon. To bo zakon. Ja, to je izgledalo zelo dobro. Malo je bilo Sin City, ko je skratka, no kaj je že ta, a je Gordon Lewitt, ne? Ki ima očala. Frodo je. Malo je ta scena. Ja, malo je ta scena, ki ima pač tako svetijo se očala tam ven in tako. Ja, tudi jaz moram reči, da tam sem že bil neki, tak film bomo torej gledali. Tudi o tej filozofiji filma bomo še mogoče pozneje. Jaz sem hotel še eno stvar mogoče pred tem povedati. Kako pa vam je bilo všeč? Mislim, ponovadi smo z Batmanom imeli probleme tudi takrat, ker je bilo preveč likov. Ne? Tukaj noter imamo recimo tudi Pingvina, imamo Falconeja, imamo Catwoman, imamo Ugankarja. Kako vam je bila pa všeč ta to? Meni se je zdelo, da je mogoče malo boljše uspelo kot pa v preteklih, recimo starih Batmanih. Posebej recimo Catwoman se meni v kakšnih prejšnjih sploh ni zdelo, da je logično, da je zraven, recimo. Pri katerem? Ne vem. Pri Nolanu ali pri mogoče Westu? Bolj pri Nolanu, ker je bila pač tako, ker ona malo izgubljena. Pri Nolanu je bila ključno zato, da je love interest. No, bistvo, no. Tisto, koliko je zraven sodelovala, ni bilo treba. Ne, tukaj je bila zelo v redu vključena.
mislim, zelo premišljeno je bilo, da je vsak od njih fural čist svojo sceno, ki niso niti nujno komplementarne. Ker recimo tudi pri Nolanu, pri Dark Knightu imaš ti Two-Facea in Jokerja in Falconeja. Ja. In pač imajo vsak svojo sceno in tisto tudi zelo v redu deluje. Dočim pri Schumacherju pa mogoče niti ne. Ampak tam marsikaj ne deluje. Ja. No? Ampak, Ne vem, o čem govoriš. kako pa je bil Pingvin kot Colin Farrell? Meni je bilo malo hecno, ker res ga ne prepoznaš. Je pa dober, no, ne morem reči, da je slab. Ja. Ampak Mislim, super mi je bilo na več nivojih. On je res, imaš občutek, da je ruthless povsem, brezobziren, on ve, kaj hoče, ve, kako to doseči. In tudi ti je jasno, da to, čeprav on dela za Falconeja, da tu ni. Sicer je potem še tista scena, ko Falcone umre, ko vidiš, da nekdo bo moral, ko reče, prav nekdo bo moral zdaj to zafilati in vidiš njega, kako da je to pomislil prvič, ampak ti je jasno, da je on že dolgo imel ta plan. No in hkrati s tem, kak je on badass, imaš pa še tisto sceno, ko ga ona dva zvežeta, pa pustita tam in on hodi kot pingvin, ki je hilarious in je tak nice touch. Ne? In ta film je poln teh nekih easter eggov, minimalnih, ki niso tam, da bojo samo tri fene navdušili. Še ne vem, recimo recimo še v Last Jedi, ker je zelo dober film, pa imaš na koncu tisto sceno, ko se pripravljajo na obrambo, pa ful pokaže podrobno 3 ljudi. In to so, ne vem, režiserji drugih vojnih zvest. In je prav, da je v redu. Zakaj ta človek izstopa, bi mogel vedeti, kaj tako prav sprašuješ se. Tukaj imaš pa tako nežno tele stvari noter, to, kak pingvin hodi, to, kak napiše haš tam vmes, kar je ful pomembna štorija. Yeah. To, da se zadeva začne na Halloween z voice-overjem isto kot v Long Halloween, pa pol gre drugače zgodba, ampak pač prav ta letač, da se na ta način začne, te spomni na ta strip, če si bral ta strip, ki je ful dober strip mimo grede in ga ste mogoče dobili per karti. Ja, druga stvar, ki jo naredi ta noir žanr, jaz mislim, da je pač zelo premišljeno izbral ta žanr in kot je že mi to povedal, pač vsa scenarija zgleda, ne, to je pač Gotham je res, da nima več kot eno žarnico, mislim, da je res podnevje, sem ta pogreb, pa še to se zelo hitro zaključi, takoj ko Out of the Noter je čista tema je. Tako pa še tema je, drugače dež skozi, ne. En prizor je še, ko sonce zahaja, ko se Batman in Catwoman dobita. Točno je tisti. In tam je dejansko edina scena, kjer je sonce, drugače pa ni. Ja, mislim, je še sonce, ko se ko naklepata z Alfredom, pač ko se pogovarjate, ne vem kaj, že v nekem sestanku, ga prav sonce zaslepi, ne. To sem hotel reči. Odločitev za film noir povzroči marsikaj, med drugim to, da Bruce Wayna, kot smo že omenili, skoraj da ne vidimo. Ne? In pravzaprav po eni strani jaz mislim, da to tudi psihološko zelo dobro pokaže, kje ta Batman je. Ne? Rekli smo drugo leto. On sam zase reče, da je nocturnal animal. Ves čas imamo pač to zgodbo in on je pravzaprav bolj Batman kot Bruce Wayne. Medtem ko smo povsod okrog imeli, da je ta balans skušajo nekako. Tukaj pa tudi zvemo, da ljudje že niso videli Bruce Wayna, ne vem koliko cajt, enega niti ne prepoznajo, zunaj ni on playboy in ne vem kaj. In mislim, da to tudi vpliva malo na to, da je to prvi Batman, ki veliko bolj, ne prvi, ampak mislim, da v tem filmu je dosti bolj izpostavljeno to, da ima Batman pač psihološke težave, da je pač Batman to, da je on obstal v nekem trenutku pač tega umora svojih staršev in da je to njegova maščevalnost, da je to tudi problem njegov, ne? In da on iz te kože zelo težko gleda, on pravzaprav so svoje življenje zdaj osredotoča na to, da je Batman, ne? Ni vsak večer je očitno zunaj, no, tako sem jaz dobil feeling, čez dan spi, normalno, ne, ker pač ne more in pravzaprav to, in to nekako se bolj priliva tudi v to filozofsko štorijo, kakorkoli bi človek temu rekel, kako Reeves pač preprašuje, kaj in kdo je superjunak in kaj to pomeni. Mene je to zelo spominjalo na Nolana v Jokerju, ne? Se pravi v drugem filmu, kjer mu Joker tudi reče, ne? Da njega ne bi bilo, če ne bi bilo Batmana, ne? Da je Batman naredil Jokerja, zato ker pač, če ti
Imaš policijo, imaš zločince, če pa imaš ti vigilanteja, ki je zamaskiran, dobiš zamaskirane, nore nasprotnike. Ne? Tukaj noter imamo pa pač ta moment, ko on se na koncu komplementarno z unimi Jokerjevo tolpo na začetku, se na koncu spopade z tolpo samih ugankarjev, oziroma lookalike njegovih cosplayerjev. Ja, njegovih Patreon playerjev. Tako je, ja. Iz Twitcha, če sem jaz prav razumel, tiste Twitch. A tiste Twitcha? Očitno, ne. Okay. Prek česar se Pač pogovarja, neko težavno omrežje. In tam, ko mu on pove, pač I am vengeance, eno od teh mulcev ali karkoli že, pa potem še mu ugankar seveda pove v Arkhamu, oziroma tako ugankar je blazno presenečen, ko ugotovi, da je Batman sovražen do njega, ker on je nekako prepričan, da sta, tako kot si ti rekel, plesala in da je to nek njun odnos med njima, da sta skupaj v tem, da pravzaprav oni njemu dajo ključe, po katerih bi on seveda odkril to in nekaj naredil, mu pomagal pravzaprav Falcone ubiti. In mislim, da imamo pač to zgodbo, nekako njega zanese v to maščevanje in seveda potem to tretji akt, tretje dejanje, kjer on se nauči, domnevam, da tega, da mora on bolj pomagati ljudem, kot pa maščevati kriminal se boriti. Mislim, da je to prvi Batman, ki nam že v dialogu ali pa v monologu pove, da se sprašuje, a ima to sploh kakšen hasek. On se sprašuje to, kar počnem, a ima kakšne učinke za mesto, a je kriminala. Ali ima dobre učinke. Ja, zato. Kriminala je več in korupcije je več. Skratka, on ne vidi več nobenega upanja. Ampak še vedno pa počne, zato ker je pač to nekako, bom se tako izrazil, se mi zdi, da je to zanga odzven ali pa odgovor na njegovo travmo. A veš, on je res zaobljubljen k maščevanju svojih staršev, pa da se počuti poklicanega, da bo skozi to pomagal Gothamu. Ampak že takoj v začetku filma on zastavi to vprašanje, sploh ne vem, če to kaj dela. To je drugo leto. Ne? Če se namotim po stripih v Year One, je on pač samo maščevalna mašina, ki v bistvu počne, kar pač maščevalna mašina počne. Medtem ko tlele se pa že malo preizprašuje in to je meni razlika med Nolanom. Tisti Batman se ne sprašuje tega. On v bistvu stremi k razrešitvi problemov za vzpostavitvijo nekega določenega simbolnega pomena. Ampak hkrati on stremi k temu, da v drugem in tretjem filmu, da on ne bi bil več potreben. Ja, seveda. On skuša navdušiti, pa najti v bistvu preko Harvey Denta neke legalne poti izven vigilantizma. Ta nima teh vprašanj. Ta ima v bistvu kvečemo vprašanje, a sploh to zadane bistvo problema ali ne, ali jaz sploh pomagam zmanjševati umore, kriminal in korupcijo. In šele ob tem soočenju z njegovim odgovorom, ki mu ga Riddler tudi pokaže, jaz sem tvoj odgovor, jaz sem tvoj soplesalec, jaz sem tvoj vštricni prijatelj. Vštricni prijatelj. Damo to kar za slovar noter zapisati. Absolutno gre noter, moram pričakati odprej. Skratka, tista njegov, kako ne rečem, moment spoznanja, da v bistvu ne, to ne gre, jaz moram imeti drug odgovor, ki ga potem seveda pokaže režiser in Pattinson, Batman, da mora on voditi v bistvu z upanjem ljudi ven. On se v bistvu vklopi v aktivno reševanje problema folka, življenj, kriminala in tako naprej. Pa s tem, da ne smeš pozabiti, da seveda, ko on v prvem prizoru kao reši unga, ki ga oni napadajo, se ga tudi un boji, ne? Ni nikjer noter, hvala Batman, rešil si me, ampak je tudi on totalno prestrašen. Ne? Ja, so on je tudi v monologu, ki sta v bistvu na začetku in na koncu, kot taka neka dva bookenda zastavljena, pove, da se v bistvu on projicira v temo, pa z svetilko na nebo. Ja, da v bistvu kao skuša vzbuditi strah. A veš, kontra Nolanovemu Batmanu, kjer je on signal v bistvu kot klic na pomoč. Nolanov Batman skuša navdušiti folk, da so bolj postavni oziroma pardon. Mislim, da so bolj vzgledni meščani, državljani, skratka bolj moralni ljudje per se. On pa tukaj v bistvu skuži, da je to napaka, da jaz želim v bistvu zgolj s strahom delati,
da mora v bistvu biti on nekakšen signal upanja, da mora v bistvu aktivno biti upanje. Ne? Zato je tudi na koncu, za razliko Nolanovega, ko v bistvu samo vzame v Dark Knight Rises v bistvu ono raketo, pa vidiš full dober close-up, glih toliko, da mu solzica ne poteče, ne? Za ono bombico, ki gre nad reko, ali whatever, pač je blizu Chicaga, no, jezero je. Tukaj, mislim, tam je zelo individualizirano to upanje, ta simbol, medtem ko pa tlele je pa on vedno objet v neko množico, tudi potem, ko je zadnji prizor ob somraku, ki drži žensko in jo nese blizu tega helikopterja na nosila, ne? Ona noče spustiti njegove roke in potem je ta lep prizor ob sončnem vzhodu, kako kamera na njega gleda od zgore na vzdolj. V bistvu ga zelo vklapla v samo mesto, med ljudi in tako naprej. Tu se mi zdi, da je v bistvu zelo lep pogovor, če ga tako zastaviš, ne? Kje je Batman v Nolanu, tak nek bogat posameznik, ki skuša sicer zelo dobro stvar narediti, ne? Tukaj pa kao nekdo, ki se je odločil, da mora se stopiti iz pediestala strahovlade v aktivno dajanje upanja, ne, kolektivu. Tu imaš celo dva prizora, ne? On v unem z ono baklo najprej vodi, pol iz vode, ampak je on še vedno spredaj, pol pa tako, kot si ti rekel, pol pa pokaže dol z helikopterja in on med ljudmi, eden kot en od pomagalcev, kot eden od reševalcev, samo eden pač od njih. To se mi zdi dobro. Zanimivo mi je, da vidva cel cajt z Nolanom primerjate, s Snyderjem pa... Snyder pa... Kje je pa Snyder upanje? Ja, sej, glih, Batman v Reevesu je isti kot Superman v Snyderju. Tisti, ki prinaša upanje. Ampak je pa bistvena razlika. Superman v Snyderju je skoraj tak fejst kot pri Singerju, Jesus. In imaš vse tiste Jesus simbole, ki so zelo subtilni v primerjavi s tem, kaj dela Reeves. Singer. Singer, pardon. Tisto je grozno. Ampak še vedno je na polno Jesus simbol in tudi, ki tam rešuje ljudi, ki imaš dejansko isto sceno, Superman rešuje ljudi v poplavah. Imaš tam Supermana, ki pride iz neba med ljudi in potem se ga ljudje dotikajo kot religion, pač verski simbol. Kot mesije. Kot odrešenika. Dočim Batman je pa tu eden od ljudi. In mislim, da to je zelo dober popravek tega, kak bi naj gledali na superjunake, vsaj znotraj DC-ja, glede na pač prejšnje vizije. Izvoli. Ne, je pa tudi res, da mislim, tu je sicer ena meni bolj štorastih načinov v tem filmu, pa je tudi res, da ko smo že pri mesiji in simboliki, ne, seveda Batman najprej simbolično umre, preden postane ta nov Batman, ker skoči gor na uno in se elektrificira in pade vodo in že vsi mislimo, da je mrtev, potem pa se pokaže, da je čisto okej. Da ni nič v resnici. Ampak je prekrščen. Skratka, to sem hotel reči. Wow. Ker ta prizor drugače nima nobenega smisla, ker je tako res narejen dramatično, potem pa tako čez 3 sekunde pač, samo ne, moraš drugače, pa če gledaš čisto preko fotografije, vizualno, ne, ti si non-stop zavit v temo in on se takrat pržge. Torej Lucifer. On se vklopi. Ali pa Lucifer. Prinašalec luči, tako. In pol tudi vodi ljudi z lučjo, ne? Zanimivo. Zato imamo tega Batmana loga. Wow. Okay. No, to pa nisem prinašalec. Dobro. Ta odgovor me zadovolji. Dobro. Ampak meni se je to zdelo pač v tem zanimivo in seveda kaže nekaj, kar bomo gledali naprej. Upajmo, ne, kako se bo to stvar dalje razvijala. Zdaj pa pač tisti moj glavni bif, ki pa ga imam jaz s filmom, ne, je pa tako, da meni pa ta detektivski del me ni toliko zadovoljil, moram reči. Ne. Uganka je bil super. Tudi uganke so bile precej na višji ravni kot tisto, tiste kar smo v traileru videli. Onga DA so bile dam. Tiste so bile tako, ampak ker je pač DA dam. Mimo grede, DA, ki ga igra Peter Sarsgaard, je drugič umrl v DC-jevih filmih, bil je že v Green Lanternu. Je tam bil DA? Ne. Tam je bil grozen, tam je bil vilen, ki je cel zmutiran. Točno. Njegova žena, Maggie Gyllenhaal, pa je že umrla v Dark Knight, tako da ona dva
umirate za Batmana. In Lepo od DC. njih. Skratka, ja, tisto, kar pa meni res ni bilo toliko všeč, mislim, mi je pa tako, da pač ugankar njega vodi Batmana do korupcije, ki je pa tok očitna, pa tok fucking, pač najbolj ravno ta DA, ne, kjer pač prvič sreča to Catwoman, oziroma kako je Selino v tistem baru in je že takoj vse pove, dejansko je pove vse, Batman jo tam še sicer priganja, da naj še kaj več zve, ampak se že vse pove. In pač na koncu zvemo, ja, da je Falcone pač bad guy, ja, in da pač mislim, napake so to, da takoj ti je jasno, da one ženske ne bi smeli sami pustiti, ja, ker pač ne bojo več videli. Ja. Potem cela ta, Falcone, ja. Kar je pa mene še bolj, pa to, da on rabi to ugotoviti, tako da premakne mizo in riše po tleh. Ja, tisto je bilo malo tudi čeprav. Meni je bila... Zakaj ne bi raje po steklu? To je fully. Ja. Meni je bila sicer kar všeč ta fora za Bruce, mislim, da je z njegovi starš, da je pač fotor naročil, utišal onega novinarja kao naivno, češ da ni vedel, kaj bo Falcone naredil. Ja, to bi sicer upal, da bo v nadaljevanju še kaj novega. Jaz mislim, da že Joker, Phoenixov Joker je v bistvu to načel, pa stripi so že to načeli, da v bistvu Thomas Wayne ni baš neka perla. Ne? In v bistvu, jaz sem pričakoval neko tako foro, bi pa tako se mogoče vprašal, ne, na cajt, veš, vseeno se pogovarjamo o 3 ure filma, ne? In veš, to se zastavlja, ta psihološki thriller se vleče, ampak ni dolgočasen, daleč od tega, ne? Ja. In veš, pol se vprašal, koliko pa je bil zdaj res pomemben tudi tlele moment, da on, zakaj je bilo to sploh narejeno? Jaz bi vaju to vprašal, kaj vidva mislita, zakaj je bil Thomas Wayne noter, tale reveal, tale moment, ta moralka, ki jo potem Alfred tudi zelo hitro razreši, I guess. Zakaj je bilo to noter na ta način uporabljeno? Kaj je Bruce imel, oziroma Šišmiš imel od tega? Ja, mislim, to je zdaj se ne spomnim, mislim, v enem od stripov je to, mislim, da v Hašolki prav ta scena z tem, da je Thomas Wayne rešil Falconeja in da se tukaj bolj pozna. Ampak tako da čist ta plot point je vzet iz stripov. Ja. Kaj pa je point tega, pa je, tukaj imamo Thomasa Wayna, ki ni zgolj filantrop, ampak hoče biti župan, hoče biti človek, ki spremeni stvari in potem umre. Tik predno umre, pač kot vsak politik ima neke črne stvari za sabo. Ne? Tudi vemo, da njegova mama Marta ima neke temne stvari za sabo, umor. Tako da tu je bilo zelo dosti stvari dodanih, ki jih potem kasneje v drugih filmih, če bo hotel, lahko še koplje na tem. Ne? Aha, torej si misliš, da je to kot nastavek, zakaj? Je sploh tole, da je ona, kaj že ubila nekoga Marta. Ja, pa Arkamu, ne vem, kako dolgo zaprta, glede na to, da dobimo serijo po Arkamu, glede na to, da smo na koncu srečali Jokerja v Arkamu. Jaz še nekako mislim, da sta celo zdaj spet brata, ali kaj že, da je pač Thomas Potter, mislim, da bo se izkazalo, da je Joker ima neko z mamo ali karkoli. Okay. Ne, mislim, dobiš tu en full teh nastavkov, s katerimi lahko kaj si začneš, ali pa tudi ni neke fore. Dodaš nek misteri, neko temno ozadje. Posebej, če bo Catwoman prišla nazaj, jaz mislim, da je še treba nagovoriti to, kar si ti prej omenil, ne, da mu Catwoman reče, ti si pač privilegiran, sploh ne vidiš enih stvari. Ker tega se mora, ker to je Nolan skušal z svojim Batmanom nekako, ne, ampak ni vedno zadev. To je poskušal tudi MCU z Iron Manom in njegovim prodajanjem orožja, ne vem kaj, izdelovanjem orožja, ne vem kaj, pa noben ni šel dovolj daleč, ker vseeno treba reči, da pač, če si ti milijarder, ne vem, v nekem mestu, pa da si iz tega mesta nekaj potegnil, ja, domnevam, da si ti tudi mal kriv za svojo revščino, pa kriminal, pa vse, kar se dogaja, ne, in da se ne moreš delati zdaj. Po dnevi bom kapitalist, čez noč bom pa maščeval, se boril proti kriminalu, ki ga po dnevi kot kapitalist sam ustvarjam. To je bil ta woke moment, ki ste ga pričakovali od mene. Meni se zdi, da feminizma ni omenil. Ja, feminizem pa seveda z Catwoman, ker ženske kradejo. What? Wow. Okay. Prosti mito. Moj odgovor na to vlastno sestavljeno vprašanje bi bil seveda, da... No, odgovori si. Ja, a veš kaj, da cel film na nek način, ki ima več plot
plot line ali teh linij, ne, ki jih skuša furati, je, da pač je cel sistem skorumpiran. Ne, in vsi so nekako ujetniki ali pa aktivni služabniki, akteri v tem korumpiranemu sistemu. Ne. Tudi na koncu novo izvoljena županja reče, vse, kar lahko mi upamo, je tlele, da nam povrnete zaupanje, ne. Da bomo bili boljši prvo ali popraviti ta naš skorumpiran sistem. Pa tako. In pač ta zadeva s Thomas Wayneom se mi je zdela pač kao mogoče deloma na mestu, kljub temu, da se mi zdi, da je malo napihlo na film, da je tudi Batmana zastavila kot nekoga, ki je profitiral. Nehote sicer od tega skorumpiranega sistema. Ne? In da je to mogoče bilo neko dodaten trigger še, da bi se mogel spremeniti. A veš, da je to pač, da je to malo pomagalo njegovi dodatni odločitvi Konanja. Do zdaj vedno deloval v sveti veri, da sem imel najboljše starše ever, ne, ki so neupravičeno umrli in tako naprej, pa skužil pa seveda, da je naredil napako. Zdi se mi celo mogoče res malo škoda, da je Alfred to postavil pod vprašaj, ker če bi pustil to bolj odprto, se sprašujem. Jaz mislim, da dejansko je to, kljub temu, da je Alfred odgovoril na vprašanja, je on odgovoril na vprašanja, kot jih bo najboljši prijatelj pokojnika povedal njegovemu sinu. I get it. In da je še veliko prostora za dodatne stvari, če se bo Reeves to odločil. Ni pa zdaj nujno, da se bo. Ne, tako se mi zdi, da bi mogoče če že greš na takšen ton, ne, na takšen dark, grungy ton, da bi lahko vseeno rekel, da pač napako je naredil, pa pustiš potem njegovo odločitev, da se je htel predati ali da se je htel popraviti ali pa tako naprej. Kar ne, pusti ga v tisti fucking temi noter naprej. A veš, kaj mislim, ne? Nič ne bi oduzel stran tono, mislim, da bi še ga poglobil, no. A veš, to se sprašujem o temu, ne? Ker pa da se vrnem zdaj v originalnem vprašanju detektivki, tej noarovski zasnovi. Jaz, ki nisem sicer veliki spremljevalec tega žanra, sicer mene je vlekel skozi, ker mislim, da je bil to pa tudi glavni namen, zakaj so vzeli glih to zasnovo, ker vse te like, ki so zanimivi, pa zelo samostojni, pa da jih pelješ skozi, pa lahko narediš zanimive, rabiš zanimivo zgodbo in detektivske zgodbe znajo biti zanimive, če imaš ti dovolj teh dovtipov, ne. Imaš ravno, mislim, da so dali noter ravno dovoljšno mero te travme, naprimer, tako zanimiva slika, Batman enkrat gleda onega otroka, žrtev, potem pa kot Bruce Wayne na pogrebu, ne, gleda zopet tega istega otroka, veš, take neke fore, pa potem sama detektivka okrog simbolov, pa pisemc, pa kako se bo kaj odvilo. Mislim, tako, meni ni bilo boring. Meni je bilo vleklo me naprej, pa čisto zabavna detektivska štorija, vse, kar se mene tiče. Ne, to s tem županovim sinom je bilo že skoraj se mi je zdelo, da nastavljajo Robina. No. Ampak, mislim, film je toliko dobro narejen, da lahko vidiš tem kot fanatično oboževalec Batmana, kar ne vem, kdo bi bil tudi. Le kdo. Nobeno nas zagotovne. Lahko vidiš not 20 odvodov za štorije. Pa povsem stoji zadeva sama za sebe in če nobenega od teh 20 ne gre naprej, ampak gre neko čisto drugo štorijo, bo še vedno super. Lahko pa tukaj pobere, pa gre dalje. Ne? Mislim, da tako kot samostojen film meni zelo dobro deluje. Detektivsko, da rečeš, če hočeš detektivko gledati, 5 Batmana gledati, če hočeš akcijado gledati, 5 Batmana gledati, če hočeš gledati neki dark, contemporary zadevo, psihološki thriller, 5 Batmana gledati. Ne? Vse to je not. Sodobni remake The Crow. Ja, tudi to smo omenili. Ja. Še dodatno bi pa rekel, da pač zgubim vlak mojih misli. Mogoče se ti vrne na postajo. Mogoče se vrne. Jaz nisem hotel prereči. Mene kriminalka tudi, sem pač odgovor se mi je zdel malo. Kakšen odgovor? Pač, da je Falcone tisti, ki je, ker to smo itak vedeli, to veš od prvega trenutka, ko vidiš vse skupaj. Mislim, ni glih zdaj Chinatown, kjer te odgovor dejansko šokira. A veš, jaz mislim, da bo pokazal, da je nova županja v resnici ves čas zadaj in da bo zdaj tle, ne vem kaj. No, temnopolta mlada ženska pač ne more biti v teh časih.
Mogoče pa v nadaljevanju. Ne vem. Ta anti-woke moment, ki ste ga vsi čakali. Drugače pa seveda za tiste, ki ste gledali film, seveda enega igralca nismo omenili, cel cajt, preko smo naštevali, to je Barry Keoghan. Mislim, da je Keegan. Keegan, ja. Prebere. Ja. Ti Irci, res. Skratka, Barry Keegan, ki se seveda na koncu v zadnjih, 3-4 minutkah tako prijetno reži. Nekateri ste bili presenečeni, kaj to je bilo, ampak seveda ne bi bil to Joker, ne bi bil to, tudi je nekje po spletu so krožile fotke, njegove maske, jaz sicer sem hotel deliti na obod, pa ni bilo nobene res dobre fotke, vse so bile tako, ampak čakamo seveda na tudi ta izbrisan prizor, ki ga je že Reeves nekako napovedoval, pa domnevam, da ga bomo enkrat dobili na YouTube, s katerim se skratka Batman sreča. Mislim, da najkasneje čez 40 dni, ko bo pride na HBO. Ja, ker itak je že v onem Collider članku je napovedal, da ga bo dal vse na Blu-ray. Aha, no, ja, pa da imajo ideje neki z njemu početek. Skratka, njega seveda poznate iz The Killing of a Sacred Deer, pa The Green Knight, Dunkirk, pa nazadnje bil v Eternalsih, ko smo delali. Skratka, na koncu se pojavi on. Jaz moram priznati, da me je malo presenetilo on kot izbira za Jokerja. Ne zato, ker ne bi bil slab igralec, meni se zdi on izjemen, vse kolikor sem ga do zdaj videl, ampak je pa tako precej neznan. Ne? Joker je vseeno, to so veliki čevlji za zapolniti, Nicholson, zdaj Phoenix na zadnje, še prej, zakaj mi se zdi? Leto. Leto in Ledger. Ja. Leto, pustimo to, ampak vsaj Ledger, skratka, ampak to so vsi bili vedno taki pač igravci z nekim pedigrejem, z neko... Mislim, ne zdi se mi nujno, da bi moral temu trendu slediti. In tudi upam, da ne bo Joker fokus naslednjega filma. Jaz bi rad, da je Joker Arkham Asylum serija, pa da naj bo naslednji film nekaj bolj monumentalnega mogoče. Bolj monumentalnega. Kaj misliš s tem? Ja. In ne vem. Mislim, se lahko ti zdi, da ne bo zdaj, nastavljeno je seveda tako, da zdaj Joker bo rešil Ugankarja in bosta oba, pa še Pingvin je ostal, seveda, ne? Ampak Pingvin ima svojo serijo. Arkham ima svojo serijo, sumim, da bojo to obdelali Jokera in Riddlerja in njun plotline posebej. Mogoče se bo še Batman malo pojavil ali pa bo Gordon reševal. Kakorkoli. Mislim, da bo Gordon ključni protagonist tega, zato ker je bila v osnovi Arkham serija mišljena kot Gotham PD serija. Tako da tu bo Gordon kak postane komisioner in kak spuca to. Kakorkoli, ampak glej, mislim, Batman ima še enih 200 vilenov, ki bi lahko bili. Ima pa Joker. Meni je cool, da je Rajcer tam. Mislim, da veš, da ga lahko ponucaš, da imajo kravateri, na kaj se obesiti. Naprimer, ker Reeves sam je rekel, da bi pa njega najbolj zanimal Mr. Freeze. Absolutno. Lahko greš malo bolj sci-fi scene, glede na to, kak Fast fucking Dark je. Jaz bi tu mirno dodal Konstantina, pa šel še v kakšne supernatural smeri, ker mislim, Dark je dovolj. Viš, tukaj bi se pa zabremzil. Glih ta logika realizma, malo smo plesali okrog tega, lahko še kakšno rečemo okrog... To je bil pa zdaj realizem za podcast. Ja, Mito? To bomo rezali ven. Ne bomo. Ne bomo. Zdaj me spoje nekaj tako pomembnega, da ne boš mogel. Piše Harlamo, jaz sem na poti 8 minut. Realizem napram ostalih Batmanov je itak malo bolj zašiljen, da se tako izrazim. Ker naprimer ta njegov oklep, njegov tek je v bistvu takšen bolj basic pa simple. In se malo se izogiba teh sci-fi elementov, malo se izogiba fantastike. Jaz mislim, da Superman ne bi not sodil. Konstantin je direktno pekel, stari. To ni, to je fantasy, to je supernatural, to ni sci-fi. To, če mi rečem. Ampak ti misliš, da bi šlo, bi nadnaravno, ne bi šlo pa tehnološko fantastično. Lahko bi samo, kako dodaš Supermana, dodaš barve, kako dodaš Konstantina, jih še več vzameš. Če vzameš on strip, kaj je že Dark Superman. Dobro. Vrej. Pa vzameš Dark Superman. Ne, jaz mislim, da bi bila napaka.
Jaz mislim, da bi bila napaka, ker ta spostavljen ton, jaz mislim, da ga bodo pri naslednjem filmu ga bodo iskali pa pričakovali. Točno ta ton, ki so ga doživeli pred tem. Jaz ne pravim, da mora iti v to smer, jaz pravim, da je toliko dark in to, da bi lahko šel smer Konstantina in supernatural shit in zatane, ampak bi mi to dosti bolj sedlo, kot pa da gre v barvito smer, da dodajo še Supermana pa Green Lanterna. Jaz bi pa raje videl, ful mi je bil v Nolanu neponucan ta Cillian Murphy, kot ta Scarecrow, ali kaj on. Scarecrow bi tudi super pasal. Ker se mi zdi, da pa ravno ta neka psihološka groza bi tle noter mene recimo sedla, ne? Da zgleda nadnaravno, ampak je v resnici, ne vem, plini in ne vem, da se jim mal meša, pa tako, da on skuša. Meni bi bolj to, recimo. Ne? Ali pa Poison Ivy. Podoben pristop, ampak feminin. Ja, pa bolj realistično, ne? Da ne bi bilo zdaj, da jo je zemlja pojedla in zblundla ven. Ne, sej pač ona je botanistka. Ne rabi biti dejansko part deloma rastlina. V večini zgodb. To pa tudi mislim, da bi se dobro podalo temu, kao njegovi nerazrešeni travmi, ker zdaj je tako v dilemi, kdo sploh moji starši so bili, upam, da bi bil to zanimiv, mogoče zgodbovni lok, pa osebnostni lok za Šišmiša, torej raziskati, kdo pa sem, če mi vzameš starše, že popolnoma. Pa da spet vidimo ta flashback. Dolg nismo videli. To mnucamo, vsak. V grlco, ki padajo posamezni biser dol, pa rože. In slow motion. Absolutno. Kako pa tvoj spomini? Samo res, a je bil tle kakšen slow motion? Se ga spomnite kakšnega? Ne. Reeves na splošno nima nekih slow motion, tudi Cloverfield recimo po defaultu ne more imeti slow motion. Samo v Planet of the Apes je imel, če se ne motim. Par skokov je imel. Pa je bil v prvem ali je bil v drugem, tretjem. Ok, lahko me kdo popravi, če naši fani bodo našli to ziher. Jaz moram še dodati, da mi je bilo ful všeč, da gre Batman v disko, da tak še en fuck you Jelko Kacinu. Dajmo še eno stvar o tem reči. Humor. Ja, humorja ni bilo kaj dosti, ne razen Pingvin. Pa to, da gre v disko in kako to izvede vse skupaj. Mislim, pleše, ampak to, kak pretenta one, je fun. Mislim, tako, ni ga dost, ker zdi se mi, da je ravno toliko ga kot v Nolanovih, ki se tudi ponaša kot resen Batmanovski pristop, ampak že naprimer tam, ne vem, na 30 minuti ali 20 minuti, ko on thumb drive, on odrezan prst, pa potem te 3 scene z diskotom, najprej enkrat kot Batman, drugič kot Bruce, tretjič pa samo preskoči, pa jih zapre, se mi zdi taka situacijska, že Benny Hill fora. Tako da imaš to, pa se mi zdi, da eni kritiki so pravilno, se mi zdi za del noter, kao da je prisoten humor, ampak je ravno prav pa na pravih mestih, da te mogoče glih malo razbremeni vse te teme. Se v naslednjem delu pričakujem, da bo šel, ne samo šel v disko, ampak tudi kaj odplesal. Zakaj bi to rad gledal? Zakaj bi ti to rad gledal? Ampak mislim, Adam West je naredil toliko genialno ples sceno. Jaz mislim, da tega več ne moreš ponoviti. Ne, dejansko v seriji Titans ni not Batmana, oziroma je pol na koncu, ampak je v glavnem Bruce Wayne. In potem na eni točki je Robin v zaporu in ga krivda žre, ker pač ta show je full big on guilt. On vidi povsod Batmana in pol gre na eni točki v strip klub in Batman Batman, ki je v njegovi glavi dejansko pleše, oziroma Bruce Wayne dejansko pleše na odru, ga vidimo, kako pleše skupaj z onimi striptizetama in uprizori oni Adam Dance ples. Okay. In je zelo cool. In ga cel cel podjebava zraven, tak zelo snarki je. Igra ga pa ta tip, ki je bil Sir Jorah v Game of Thrones. Aha. Eno stvar še. Bruce Wayne je v bistvu tlele zelo, ne vem, če ste bilo pozorni na to, koliko krat je uprizorjen, pa kje in na kakšen način. V bistvu zelo malo svetlobe je v tem filmu, dnevne svetlobe, ampak takrat, ko je uporabljena, je v bistvu Bruce Wayne prisoten, medtem ko Šišmiš je pa vedno v temi. Razen v tisti sceni, ko sonce zahaja. Ja, ko sonce zahaja, pa če Batman se ob somrku ali pa svitu prebudi in takrat je on.
Ne, moj point je, da se mi zdi, da v bistvu je skušal Reeves pa Fraser pokazati, da v bistvu, ker ga tako malo vidimo, pa še takrat, ko ga vidimo, je on kot orodje. On je še vedno kot, a veš, nek način izraza šišmiša, ne? A veš, prisoten tamle, ne? In je zanimivo to povezati z tem, kako je ga Riddler uporabil kot orodje, ne? V bistvu Batmana samega, ne? On ga je izkoristil ta ples, kot smo ga že omenili, ne? Ampak sam Bruce Wayne je v bistvu tudi žrtev tega, ne? V bistvu je zelo, kako naj rečem, dupla igra se nad njemu, na to, rečemo temu realno persono izvedlo, ne? Kao, da šišmiš ga zlorablja, njegovo socialno, če ga sploh ima, življenje trpi, ne, zaradi tega, ne, pa še ga dodatno Riddler izkoristi, ker pač Batman sam je problem, ne. Batman sam je orodje, ki potem postane izkoriščanec, ne. In to se mi zdi taka dodatna tematska travma, no, oziroma fora, no, ki jo ta film postavi, ne, da v bistvu kao tudi da tudi bogatuni, tudi na nek način izpadejo, vse tukaj, ne, kot žrtve tega korumpiranega sistema. Ne. Kljub temu, da se on upira proti temu. Nekako na začetku se on sprašuje, a je to, kar počnem, pravilno, ali je učinkovito, pa tako naprej. Na koncu pa skuži, da v bistvu kao itak me izkoriščajo za vse, jaz sem dejansko problem. Ja. Tega to je. Ja, sicer tu noter je meni pa pač ta luknja v zgodbi, ker Riddler vse osebno ubije oziroma napade, samo Bruce Wayne pošle po pošti njegovo, ker pač ne bi se mogel spopati z Bruce Waynom, ker pa bi ali gotovo, da je on Batman ali karkoli. Čeprav ta še malo hujša je bila, to je tudi ta postavil v, zakaj vedno pozabim ta show na YouTube? Pitch Meeting. Pitch Meetingu. Hočem vedno reči Screen Rant. Pitch Meetingu je, pač, da je Riddler seveda spustil veliko šanse, ko je bil Falcone pri belem dnevu zunaj in to je bilo na pogrebu pač župana. Ne? Ja, samo se mi zdi, da v bistvu takrat bi bil preuranjen. Ja, gotovo bi bil. Ja, za zgodbo. Ja. Ne, to je itak. Ampak če bi on plan prilagodil temu, mogoče pa župana bil na koncu. Tako se mi zdi, mogoče. Da v bistvu njegov point ni bil, Riddlerjev point ni bil Falcone zgolj ubit, on bi ga, mislim, da lahko že zelo zgodil. On je imel flat preko tistega kluba. A veš, on bi ga lahko... on je trdil, da ga nikoli ni ven bilo iz... Saj ni pri glavnem vhodu. Ne, on ga ni mogel na svetlobo zbezati, ampak to po mojem pomeni ta metaforično zbezanje na svetlobo, ker se razkrija vse grde skrivnosti. Vse vedo, kako ga ni mogel, kaj ni mogel. Ne, po moje... Še posebej, ker je bil računovodja in imel vse črno na belo. Ja, ne, po moje on želel dejansko Batmana, ne, torej prav Batmana spraviti na svojo stran, ga zlorabiti, ne, uporabiti kot orodje. Da bi bil njegov sodelavec. Ja, ker v bistvu je bil on potem v tistem končnem dialogu preko stekla v Arkhamu razočaran. Zakaj ti ne štekaš, da smo mi dva v bistvu kao odzven drugega in kako boš šele fucking razočaran zdaj, ko se bo zgodilo tisto, kar sploh nisi predvidel, ker si očitno bolj zabit, ko sem mislil. Ampak torej v bistvu Riddlerjeva motivacija je taka kot basically od vseh ostalih ljudi na planetu, biti Batmanov sodelavc. Ja, I guess, ja. Ja, le, vsak hoče biti bestic z influencerjem. Okay. Mislim, meni se zdi, da je zaradi tega veliko to, no? In to mi je bilo tudi cool, ker ni ona detektivka, kjer se ti skrivaš pred nekom, ampak je detektivka, kjer ti non-stop vabiš nekoga za sabo, da si le namenoma korak pred nekom. Ne? Ja, z tega stališča je bilo zelo isto, kot 7. Tudi on se predal na koncu policije. Policija ga ne dobi in ga ne bi dobila, če ne bi on šel vun bar, se usedel in naročil, kaj že kavo in nekaj rugliček. Kapučino in potem vprašajno. In tam je res fenomenalno pač Paul Dano odlično odigrano, ko ga tam policija zgrabe in tisti njegov nasmeh je res tako zelo poveden. Tudi dobro zna pet potem v Arkhamu, kot ta Ave Maria, ko zapojem. Jaz ne bom poskušal res. Nočete tega? Let's skip that one, ja. Tako da meni, še enkrat, da se vrnem nazaj na ovo vprašanje detektivke, ki ima ta vidva očitno malo zadržke, meni pa ni, meni je pa super. Mislim, glej, jaz tudi nisem pričakoval, da bo v končni fazi to Chinatown, no bi bilo dark.
Ampak, mislim, film gledaš kot celotno delo, kako se temu reče, vedno pozabim. Gesamtkunstwerk. Ja. Točno. In v sklopu tega to je zelo dodelano vse skupaj. Zdaj pa pač posamezni elementi mogoče čist dosežejo veličine, ki bi lahko, ampak pol bi, mislim, da celotno delo razpadlo. Ja. Jaz mislim, da bi mogel biti on bolj fokusiran, pač Riddler na to. Mislim, vse je bilo to tudi prikazano, ampak ne to, kako on drži. Da on drži ravno prek te, kaj že, prek prek Vejnovih teh nekega sistema. Rebuild sklada. Rebuild sklada. To bi moglo biti fokus, da bi on to razkril. To, ker to je definitivno bilo, kako on ima preko, kako ima lovke preko. To bi bilo po moje, ne da je Falcone. To smo vedeli. Tam povej mi ti, kako jih drži. To pa je bilo ena, recimo temu nova informacija. Ker se pač tudi Wayne zaveda, s tem, ko je on Batman, je on točno preprečeval to, da bi on to skužil. Domnevam, da ima on preko zdaj ta rebuild. Bi moral imeti, ampak se to že onemu reče, da ga te stvari ne zanimajo. Ga ne zanimajo, ker se raje mahčuje po noč, medtem ko po dnevi dela pa slabo, mislim, ker ne nadzoruje te stvari, ravno po dnevi ta stvar uspeva, ta korupcija, po kateri se on po noč bori. In to je meni pač ta zanka, ta bogatega Batmana, ki je res cool. In kot pove pač Batman v Snyderju, my superpower is I'm rich. Tako da, ja. Ja. Ok, kupim. Ja. Če sem le dovolj bogat. Medtem, nekateri kritiki so tudi pač izpostavili, da je ta eskalacija na to, da on nenadoma gre, da pobija the bad guy, v resnici Riddler, ne pobija korumpirane politike, pobija vse to, pa Falcone je na koncu, potem pa se mahčuje kao celemu Gothamu, mestu. Da je to mogoče eskalacija, meni se po drugi strani zdi vseeno, da je tukaj poskušal tudi Reeves mal se dotakniti pač te ameriške, pač tega lone shooterja, pač te njegove, pač, da nekoga, ki pač pol res eskalira pač v tej svoji želji po maščevanju, potem, da pač ne loči več, kdo je kriv. Pač ti ljudje, pač namesto tega, da je on šel streljati po šoli, je zdaj pač poplaval vse skupaj in je pač dosti ljudi. Ja, samo veš, jaz ne bi tukaj mešal lone shooterjev, kot prvo, sicer promovirajo svoja zlodejstva ali pa namige na spletnih platformah, kot on, ampak on je vseeno pozval, ustanite se vojska, kao skupaj bomo zrušili pozor, skorumpiran sistem. In da v bistvu ta poudarek na to, da v bistvu on kljub temu, kdorkoli bi prišel gor, bi bil ista žrtev ali pa sluga temu istemu skorumpiranemu sistemu. In ne vidim, vsaj iz njegove perspektive, kako bi se lahko drugače odzval. Torej bolj Lee Harvey Oswald kot Charles, kaj že bil on, ki je šel na stolp v Teksasu. Ja. Mislim, bolj takšen feeling sem imel, da v bistvu kao on ni lone shooter zaradi, ker je incel ali pa whatever pač pride prav tem ljudem, da je pač res nekdo, ki ga je razočarala globina korupcije in da se jo ne da drugače rešiti kot cel sistem v bistvu kao zrušiti, v smislu poboja, množičnega poboja in tako naprej. Tako da tukaj bi prej rajši se ukvarjal z ne psihologijo, kot pa z sistemsko korupcijo, ki jo želijo napadati, a veš? Ja, jaz štekam, kaj hočeš reči. Prav, pač, definitivno jaz mislim, da je bila seveda v igri ta neka ameriška previdnost do ljudi, ki so osamljeni, inceli. Skratka, tako sem jaz dobil, da so tisti v Twitchu, pač komentatorji, naj bi bili neke vrste. Ja, ampak, veš, naredimo še en dialogec ali pa pogovor, samo cajt. V bistvu in Riddler in Bruce Wayne / Batman sta siroti. In siroti sta v bistvu istega sistema. S tem, da Bruce Wayne ima neprimerno več izbire. Lahko se izbere svoboda, lahko se izbere določene odločitve, ki ga delajo moralnega, ki ga delajo boljšega, ki ga delajo maščevalnega, kakorkoli. On ima to izbiro. Enostavno si lahko to privošči. Medtem ko ta film pa pokaže, da v bistvu marsikdo v Gothamu nima te izbire. Nima je ne Selena, nima je ne njegova cimra, njena cimra Anika, migrantka, ki sliši napačne stvari in potem Ana, ki sliši napačne stvari in Rusinja, ali Ukrajinka.
Mislim, da bolj Upam, da se nismo contemporary. zmotili. Ja, prosim, se opravičujem vnaprej. Čehinja, pa smo kul. In isto je Nima Riddler, ki je v bistvu sirota, ki je v nekem Waynovi sirotišnici, pa potem žrtev tega sistema. Ne? In oba dva imata sicer komplementarno izhodišče ali pa zgodbico, ne? Pol pa se v bistvu zaradi manjka izbire en izvede na ta način, drugi pa na ta način. Ne? In to se mi zdi, da ta film zelo jasno skuša povedati, da niti ni toliko zakrito, kao se zelo in your face za onim videom in tako naprej, da kao pač mi pa ta sistem se bo samo tako dolgo nadgrajeval, dokler pač nam bo izbira odvzeta. Tako da ta sistemska korupcija, kot je ta film, to ga za mene dela tudi zelo kontemporarja, povednega, da ima nek dialog z sodobnostjo, da je to zelo v ospredju. Ja, Okay. dober tek. Oziroma po Batmanu skupaj. Hvala. Ja, To je to? to je bil Batman. Batman. To To ti Batman. To ti Oj, to ti Batman. Batman te. Oj, Batman. Oj, Batman. To je Batman. To je Batman. Čuj. Skratka, zdaj, če ste seveda poslušali to vse skozi, pa ne da bi ga gledali, jaz ne vem točno, če ima smisel, ampak ja, pejte ga gledati, no meni se vseeno zdi, da je, Ali pa ga pejte še enkrat gledati. ali pa pejte še enkrat gledati. Jaz definitivno moram reči, da, kot sem že nekaj napisal, začetku marca smo to gledali, ampak to je verjetno že kar pretendent za najboljši žanrski film tega leta. No? Jaz se sprašujem, kateri film od letošnjih bi lahko recimo to presegel. No? Everything Everywhere ima super To sem tudi jaz slišal, reviewe, glih Tako. je imel premiero na South by Southwest festivalu. Tako da to bi znalo biti v redu, pa sumim, da en mali film pod naslovom Doctor Strange and the Multiverse of Madness bi znal biti v redu. No, tudi ta je Se še ne pride motim, letos, ja. Spider-Verse 2 tudi pride letos, pa Severnjak Eggersa bi lahko bil. Ja, ne vem, kako bo pa- res žanr, kako bo bolj drama. pa Avatar 2, ne, obvisli. Oh, wow. Šit, pa res to je letos. To je letos. A letos je to leto? ko bo Čakaj to? pa, Letos je to leto. ne vem, kje pride Black Adam ali Shazam 2 Um, pride konc leta. Nekaj so Black predstavili. Adam, Black Black Adam pride ja. letos, ja. Čeprav, jaz sem Ne, od vseh teh, ki se jih zdaj naštel, v bistvu pričakujem tako zelo dobro popcorn, blockbuster, Ja. foro, ker ta ne vseeno zna narediti ta mashup žanrov, ne, Ja. to je nek čist druga liga, no, za moje Ja. pojme. No. No, v Flashu pride še en Batman. No. Flash bo Aha, letos, okej, ja, še to- en kup Batmanov. Ja. Ja, pač zaenkrat je dokazan samo Keaton, ampak ja. Ja, ne, tudi Affleck je not. tudi Affleck je Ja, not, ja, pa to je to, mislim, mogoče bo še Wheeler, ne vem. Da bi bil Lego Batman kot figurica. No, to bi bilo nice. Če se en Batman z drugim špila, kako Ja, Bale je tudi, mislim, da not. aha. A ja, wow. tudi on da bi bil. Wow. Ja, ja, cel multiverse, pač Na koncu še bo Pattinson. ne vem. Hm. Za Pattinsona ni noben nič rekel, ampak Keaton pa Bale, Keaton pa Affleck sta zihar, zdaj pa vprašanje, zakaj bi se vstavili pri dveh. Ja, dobro, Kilmer je. Kilmer ne more, Ne pa more, ne. Clooney zihar noče, pa Ja. Adam West je tudi mrtev. Tako kot Clooney. Do takrat. Ja, Ja, da je Clooney je v redu. ja se vemo. Pa da je se lahko bil Clooney, meni bi bilo če zabavno videti Clooneyja. Ampak se to sceno z več Batman je Lego Batman super izvedel. Tam, ko ima one flashbacke, kaj vse se bi dogajalo z njim, ne? Pa ona weird scena v 60-ih, ko je bila psihadelija, ne? Tisto je bilo v redu, tisto je čist lepo povzelo vse skupaj. Zdaj tu res ne vem, kaj točno lahko narediš s to štorijo, ampak bomo videli. Ja, plus to, da je seveda MCU jih prehitro in je imel Spider-Man, tako da Ja, bomo ja. videli, kaj lahko oni naredijo z Batmanom. Ja. Mito, tokrat imaš nekaj napisano v Star Trek kotičku in to je zelo TNG-ja. Ja, First Duty, znaš? Ne spomnim po naslovih, Mito. Moraš mi malo povedati. Mladički. Mi smo se pifljali naslovov. Ja. To je tisti del, torej del iz 5. sezone, 19. del, kjer se zgodi na Starfleet Academy nesreča in Wesley, naš dragi vrli Wesley, zataji. Dal sem ta del zato, ker detektivke sicer nekaj, ampak še jih šparam za druge detektivke, ki jih bomo zikar še v naši dolgometražni karieri uporabljali.
Potem sem jih želel uporabiti mogoče en drug del iz DS9, Homefront pa / Paradise Lost, ki je two-parter, kjer se gre o tem, kako je lahko Starfleet tudi koruptiven ali pa zarotniški, zato da bi, ne vem, prevzeli zemljo, ampak tista taka post-9/11 komentar, oziroma pre-9/11 komentar, pa neko ksenofobno foro se grejo, medtem ko tale se pa grejo o moralnem failu. Starfleet Academy kadeti bi naj se zraven vseh veščin, ki se jih naučijo, zato da so lahko na treku med zvezdami, tudi naučili nekih določenih moralnih vrlin. In Wesley Crusher, kot član posadke, ki tlele študira na akademiji, je soudeleženec v cover-upu nesreče, v kateri je en od kadetov nastradal. In tu skušajo potem prikriti. Picard tlele nastopa v dosti detektivski vlogi, kjer najde, da v bistvu ni vse ok, da potem gre dokaz za dokazom, fakt za faktom, najde resnico. In v bistvu dal sem ta del zato, ker ta končen, kako naj rečem temu, končno razkritje, bolj kot razkritje mi je soočenje med Wesleyom pa Picardom pomembno, ker ga Picard postavi pred dejstvo, da v bistvu prva odlika kadeta Starfleeta je, da si zavezan resnici. Tvoji višji, rečemo temu višji morali, da moraš biti resnicoljuben, da moraš v bistvu stati za tem, ker od tega je vse odvisno, od Prime Directiva in tako naprej. In tukaj je pač popuščal in v bistvu bi boljše se spelo skozi ali pa zlizal, če bi bil pač prevzel odgovornost in se pač pokesal za prikrivanje. In se mi zdi, da pač to se dobro pogovarja s tem, kako se je korumpiran sistem, pa ta renewal program, pa Wayneovi, v bistvu na ta način pogovarja z tem modelom. Ta fail navadnih ljudi, ki so želeli mogoče dobro v nekem, ampak so pač enostavno se pokvarili. S tem, da je tukaj Picard kot nek nadomestni oče, je on razočaran nad njim, ne obratno. Ja, glih to, Tako da zato sem ta del uporabil. Zelo fina izbira. V bistvu ne moreš zbrati enega dela, kjer Picard pretepa ljudi levo pa desno, kar pač. Veš, kaj bi lahko izbral? Za Picard, ki pretepa ljudi, imaš mogoče njegovo, rečemo temu, Batmanovsko travmo v First Contactu, ker v bistvu on trpi še vedno zaradi asimilacije, in on se skriva po celi ladji in tudi on je vengeance, on je Ahab. On želi se maščevati nad Borgi, kaj so njemu storili. Niti ne toliko primarno, kaj Borgi želijo narediti pretekli zemlji ali pa First Contactu, kot pa to, da se maščuje nad tem, kar so naredili njemu. Tako da, Picard ima Batmanovske momente. In smo v rubriki, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, kjer je tradicija, da začne. Igor, kaj si gledal, bral, špilal, poslušal? Gledal sem filme. Belfast, krasna zadeva. Na Twitterju sem dosti negativnih stvari prebral o tem. Jaz mislim, da je Twitter ponovno dokazal, da pač rad hejta. Twitter nikoli. Zelo pozitiven film, črno-bel, z koščki baru. Kenneth Branagh naredil biografsko štorijo o tem, kako je bilo odraščati v Belfastu, ko se začne pač The Troubles, kot Angleži eufemistično rečejo, državljanski vojni. Super film, super igra. Tata Mali, ki igra glavno vlogo, je res fenomenalen, prav ne moreš verjeti, kako dobro ga je uspel prepričati. Film ima ful topline čustev, kar pri Branaghu dejansko nisem vajen. On ima te dost hladne analitične filme, kot ne vem, Poirot, ki je detektiv, kot ne vem, pa te Shakespeare variante. Tule čisten drug Branagh kot režiser noter. Krasna igra na celi črti. Super zaključek. Tako. Pa res. Star Trek gledajo, ne pozabite omeniti, da Star Trek gledajo. Danes pogledamo. Gledal sem Kodo, ki, kot je Ljoša zadnjič rekel, vsi klišeji vseh filmov, teh odraščanju in vsem, daš jih na kup, pa dejansko uspe v redu izpasti, ampak ne toliko vrel kot Belfast. Pa jaz sem še vedno mal presenečen, da ni bil nominiran recimo Brat. Meni je bila Bratova vloga dosti bolj. Sem pa s fotem, ki imate vseeno ni toliko razdelan. Pa on ni toliko razdelan. Ja, to je problem filma. Se vem, pač, se strinjam.
Gledal si še gledal sem Vojvodo? Vojvodo, ki je lušen. V bistvu je stvar v tem, da to je zgodba o upokojencu, ki ni upokojenc, dejansko je samo star, pa je v službi še vedno, ker so revni. Ja, to je velika razlika. Zopet izbire. Ne? Ja, in on je pistov nad državo, da je dala 100,000 ali koliko funtov, zato da so kupili Gojevo sliko Vojvode Wellingtona, namesto da bi poskrbeli za ljudi, ki so revni in nimajo nič denarja. Najbolj od vsega ga moti, da morajo ljudje, ki nimajo nič denarja, plačevati za TV naročnino. Zato, ker meni, da TV je nekaj, kar lahko zbliža ljudi, da isto vidijo in isto čutijo in tako dalje. In meni, da vojni veterani, to se dogaja v 60-ih, in upokojenci bi morali biti oproščeni plačevanja TV naročnine, zato da bi pač lahko cultural experience imeli. In se mu zdi to pomembnejši cultural experience, kot to, da je Goja v nacionalni galeriji. Zanimivo. In potem gre pa ukrade sliko. In piše pisma in zahteva, da bi dali denar v dobrodelne namene, pa bo pol vrnil sliko. In pol pač je še en cel point. Zdaj, to, koliko sem jaz opisal, kak je tu zdaj ta social moment, se pa povsem zgubi, zato ker Jim Broadbent pa Helen Mirren v glavnih vlogah imata tak chemistry, ki je pol vse en skupaj tak en feel good film, zelo fajn, ki ima tale zadevo od spodaj, ampak ne. Aha. In pol pač konec je zelo v redu, pozitivno, pač ga dobijo obvisli na sojenju, kjer potem ima končno priložnost, da bom povedal svoje, ne? Ker ti že prej proba speaking truth to power, kar obvisli se ne obnese, ampak potem na sojenju ima svojih 5 minut in pove ljudem, da pač malo je cheesy, ampak Jim Broadbent in Helen Mirren sta the shit in ja. Ja, Igor, a ne veš, na sodiščih se v kožnih zagovorih svetreš, ne? Ja. Skratka, tole zdaj v Dvoru pogledate, ne? V Dvoru, ja. Ja. Mislim, da tudi seveda art mreži. No, ja, pa če imate Time Portal, bilo je tudi na Leafu. Ja. Absolutno vsi tisti s časovnim strojem, pejte gledati. Ja, pa ne pre mene obišite, prosim. Ja. Baby Hitler, here we come. In pol, tako kot vsi ostali, sem dobil HBO Max in sem gledal veliko stvari. Vidimo, ja. Najbolj me je navdušilo, da sodi k današnji epizodi Harley Quinn. Brilliant. Tak v roku prve minute te animirane serije Harley Quinn preklinja na polno in zlomi nogo nekomu. In potem, ko se on joče, mu reče, ker ona sred govora se on pol joče in reče, deno, bodi tiho, kmalo bo šel v šok, jaz moram za nekaj povedati. Glavnim super. Harley gre na razen z Jokerjem, kar pač tekom prve epizode naredi in potem proba najti svojo pot in je ful zabavno, ful je tak res blue humor, preklinjanje, nasilje, seks, no holds barred. V bistvu tele filmi, kaj je bil on, Squad, to je zelo meh. Tem proti temu, nič, nazaj se drži, tam ima par ljudi ubija, to je nič. Ampak je zelo šarljivo, pa hkrati je dost drugačen humor, kot recimo si vajeni South Park ali pa Rick and Morty ali pa to vrstnih risank, dost bolj ta superhero varianta, ampak dark. Pa ful se norčuje iz teh drugih superžunakov, ne vem, tam v drugem delu je pač Kite Man, ki proba ful impression tam narediti in je dam. Ampak okay. To ful priporočam. Pogledal sem celotno Starstruck, ljubitelji romantičnih komedij. To je to. Zaenkrat je prva sezona, Torija je, da ena ženska slučajno nekje sreča enega tipa, ki je filmski zvezdnik, ampak za razliko od House of Gucci nima namen ga ubiti in karkoli, ampak je en awkward romanca, outside will they, won't they. Rose Matafeo, mislim, da je glavna igralka in kreatorka, je novozelandska komičarka in je ta zelo pristen novozelandski humor, čeprav se zdaj dogaja v Londonu. Tako da ful priporočam, če ste tudi gledali Wellington Paranormal, ki ga bo Mito predstavil, to... pa da, ne, spojljeno. Tudi tu. In potem sem še pogledal par delov Hacks, ki je lušno, je o eni komičarki, ki najame eno mlado scenaristko, da ji piše šale, zato ker je pač ta mlada scenaristka si pa zjebala life, ker je neki bedne joke imela na Twitterju. Ta komedija je ful nagrad prejema non-stop zdaj, v glavni vlogi
je fenomenalna. Jean Smart, ta iz Mare of Easttown. Ona je v bistvu ta vikend je dobila 2 nagradi za vlogo v Mare of Easttown in za Hacks. Ja, za komedijo in dramo na Critics' Choice. In pogledal sem Made for Love, ki je par delov tudi samo, ki je pa taka Black Mirror varianta, samo da je cela serija in sicer bejba ugotovi, da pobegne od moža, ki je milijarder in živita v puščavi v neki zadevi, ki se reče The Hub, kjer je sedež njegovega high-tech podjetja in ona že 10 let ni smela ven. In potem ugotovi, da je v glavo vgradil čip, s katerim on lahko vidi na telefonu vse, kaj ona vidi, sliši in tudi vidi ene grafe čustev, ki šopajo in polona beži in on gre za njo. In je zelo tak distopično, je pa hilarija scena, ko ona pride domov, ne, ona pobegne do svojega fotra, ki ga igra Ray Romano. In ona tako vleti noter in on tako natepava sex doll, oziroma synthetic lover, kot on temu pravi. In ona samo skupaj, da je pa tako ortoviolent, tako prsti se sekajo in tako vmes, pa je ful dobro narejeno, no, zelo priporočam. Tak Black Mirror, ampak malo razširjeno. Okay. In pogledal sem še prvi del Spolnega življenja študent, kot je bil. To je pa serija od Mindy in en od glavnih vlog igra sestra od Chalameja, ki se tudi piše Chalamet in niti malo ni podobna. Res? Ja. Ima sestra? On ima starejšo sestro, ki je igralka. Pa še en kup drugih ljudi, no, ampak predvsem ima tale tipičen humor od Mindy Kaling, ki je lušen, pa glede na to, da je naslov Spolno življenje študent, ni tako seksa, spet ni notno. Ja, ne. Ni glih euforija, ali kaj? Ne, pa ful je bolj nice. Mislim, ni, imajo ljudje travme, ampak jih znajo razrešiti. Se drogirajo, pa niso junki. Dolgočasno, res. Hvala, Igor, za tvoje poročilo. Mito, kaj si ti pogledal? Eno stvar, Wellington Paranormal na HBO Maxu. By the way, HBO Max ni sponzoriral te epizode, samo da damo to jasno videti. Ne, pri prvem scrollanju sem na to naletel in sem na tvoje Igorjevo torej priporočilo to pogledal, je pa to Offshoot, oziroma kako smo ti mi to prevedli? Odvrtek. Odvrtek, hvala. Odvod, zadnje cajte uporabljam. Sem videl, da tudi se je malo ustalilo v drugih medijih. Okay. Drugi mediji nijo. What We Do in the Shadows. Ja, What We Do in the Shadows filma, se dogaja torej, na neozelandskem Wellingtonu, sta ta dva ista igralca, ki igrata policista v filmu in razrešujeta pač paranormalne primere v Wellingtonu. To je vsa premisa. X-Filesi v Wellingtonu. Recimo, se v bistvu tudi njihov ta načelnik, nadzornik, kapetan se v bistvu zelo rad pošali iz X-Filesov. Mislim, da tudi celo en joke noter, kao da ona policistka je skali, medtem ko sem jaz pač, tako on govori na policistka, ona je skali, ker je tako racionalna, prisebna, pač skuša razrešiti primer, medtem ko jaz imam pač lase rjave. Ves humor vse za zdaj v prvi sezoni in upam, da bojo to nagradili, ker je zelo dobro zastavljeno in upam, da se bo razširilo še, ampak večino humorja je na temo, da se pač kao nekaj zgodi, nek primer, oni letijo in se je pač nekaj paranormalnega, zombi, vampir, whatever, pač paranormalnega se boš pač spomnil in to potem na ta glupi policijski način razrešujejo z seveda mockumentary ekipo, ki to zasleduje in ona dva kot policista kao na ta klasičen način govorita potem o kamerju, ravno kar smo prišli na prizorišče, tukaj je v bistvu za nami ena zombijevka, temnolasa, ki bruha. Mislim, da bomo rešili ta primer, da bo šlo na policijsko postajo. Veš, ta humor je za ta bizarnost, ki se zgodi. Se v bistvu to, zdaj ne vem, ti govoriš non-stop o nekem novozelandskem humorju, če je to, pol je to. Mislim, da je samo pač kao ta situacijska banalnost, da je to odlika tega in Zelo znajo tole, nekaj čist fascinantno, nadnaravnega, kaj se zgodi, ampak bo čisto najbolj blend način to obdelali, probali se racionalno tega lotiti, brez da bi kaj zdaj razlagali, razglabljali.
določen teater absurda, ki je preveč resno vzet na nek način in je zelo fajn narejeno. 6 delov je v eni sezoni, zelo hitro popapcaš 20-minutni deli in ja, toplo priporočam. Super, hvala. Mito. Jaz bom opozoril na to, da poteka festival dokumentarnega filma, še vedno še ta teden je. Jaz sem zaenkrat žal od 4 kart, ki sem jih kupil, pogledal sem enega, moram si une filme še enkrat poiskati, zdaj druge predstave, pogledal sem pa The Monopoly of Violence, skupaj z Antokom sva gledala film, sva skupaj sedela nekako. Tako, zelo francoski akademiki večinoma govorijo o tem, pač o rumenih jopičih, francoskih rumenih jopičih, da se razumemo. Ampak jaz mislim, da je dokumentar zelo močan takrat, ko sami rumeni jopiči govorijo o sebi in da ima ene 2, 3 res sjajne razlage, zakaj je na nasilje države se odgovori lahko samo z nasiljem in spet smo pri teh izbirah, koliko ima kdo izbir. Ves dokumentarec, vsi posnetki so pa večinoma posneti z telefoni, skratka s kameri samih udeležencev. Zelo malo je neke napol dokumentarne ekipe. Skratka, to priporočam, mislim, da še enkrat ta teden. Pogledal sem pa še 2 Oscar nominiranca, to sta Licorice Pizza, o kateri so tukaj že govorili, pa tudi Spencer. Oba sta se mi zdela čisto v redu, pravzaprav Licorice Pizza tako en rom-com, Spencer taka grozljivka o ujetosti ene ženske v neki grozni hladni familiji. Obema se mi je zdelo, da na koncu mi je nekaj manjkalo, no? Ampak o tem bomo več govorili v naslednji epizodi, ko se lotevamo Oscarjevih nominirancev. Ljudje in ljudine, ne boste verjeli. To je bila že naša 118. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, uštricni prijatelj Gegič. Ta je res dobra. Ja, ta je res dobra. Igor, nečednost Harp in Aljoša Wuhan Harlamov. Tole epizodo smo znova posneli v Kino Bežigrad pri bežališču vseh ljubljanskih filmofilov, zlasti pa žanroljubcev. Pridite ga čarat sem, imajo kokice, imajo pivo, imajo odličen program zlasti žanrskih filmov in kdo ve, morda kdaj naletite na nas in nam lahko častite kakšno pijačo, pa se potem o tem hvalite svojim znancem, prijateljem in sorodnikom. A ni tale en naš poslušalec, ki je radijski voditelj, imel tle otvoritev? Imel je v Koloseju. V Koloseju? Otvoritev. Tako pa nas je zelo omenil in pohvala, pa nas ni bilo med publiko. Ja, sem se mu že opravičil na četu, sva že četala o tem. Naslednjič mora bolj glasno pozvati, mogoče kot Batman vletimo. Mora prižgati Obod. Signal. Ja. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotify, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če bi vam bilo slučajno v naslednjih dneh dolgčas, se pozabavajte s tole uganko. Kaj je to? 3 so, a niso sveta trojica, ne 3 glav. En netopirje preučuje, en barve malikuje, tretji pa je bav. 2 sta kosmata na obrazu, vsi pa na jeziku, vsake toliko odstopijo svoj čas še kakšnemu 4. liku. 1 ura, 1,5 ure, 2 uri, nikoli molk, a težko jih je poslušati, ker so tako, wow. Ne, kakšna sveta trojica, tile ne bodo prišli v nebesa, a pridejo, strumno in smeje, naravnost vaša ušesa. Če boste pravilno rešili uganko, vas bo pripeljala do pomembnega razkritja, kdo stoji v ozadju korupcije zvestih poslušalcev in poslušalk. Odgovor vas ne bo presenetil. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast Obot brez pikic. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu naših objav na Aparatusu. Na družabna omrežja delimo rajcere, prikolice, novice, sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, tutoriale za maskare, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 118. epizoda, naslednjič se znova poslušamo že naslednji teden, enkrat med 22. in 26. marcem, mogoče v soboto, boste lahko namreč prisluhnili še letošnjemu Oscarjevskemu specialu, ki ga bomo posneli skupaj z Ano in Majo iz sestrskega podcasta Filmflow. Do takrat pa se vsekakor čuvajte in ostanite zdravi, ostanite na varnem, drage obodovke in obodovci, kdorkoli in kjerkoli že ste,
In če lahko pomagate in bi želeli pomagati, vam v zapiskih znova ponujemo povezave do informacij, kako pomagate civilistom in beguncem iz Ukrajine. Hvala vam, ostanite ljudje in ljudine. Deni, kak je bil? Ful Še enkrat. nismo. Dajmo še enkrat proti. Denis. Hvala, Denis. Hvala, Hvala, Denis. Denis. So, res nismo nič omenili maskare. A veste, da je bilo prvič v Batmanu pokazano, da pač fucking Bruce Ja, vemo. ima maskaro. Sej. Ja, ampak tega ni bilo do zdaj poslikano. Ja, fotografirano. Adam West ni imel maskare. Ne, on ne rabi maskare. Ne, drugi so pa imeli, sem pod masko, pa kasneje pa Ja. nimo. Ja. Ja.